zaključili z našimi sogovorniki. Za vas imam še nekaj malih izzivov, da zapolnimo še 5 minut. In sicer, jaz bom v bistvu povedala prvi del stavka, vi ga boste pa nadaljevali, kakor vam bodo misli tekle. A prav? Dobro. Ok, začnemo pri Nataliji. Največ se naučim. Ponovite ta prvi del stavka in potem nadaljujete. Največ se naučim na lastnih napakah. Ok. Čekaj, elaboriram. Ni treba. Hvala. Največ se naučimo drug od drugega. Hvala. Največ se naučim s sodelovanjem z ostalimi različnimi deležniki. Največ se naučim, ko temeljito prisluhnem sodelavcu. Okay, odlično. Še en krog bomo šli, zdaj bomo pri Maji začeli. Moj najtrši učni oreh. Moj najtrši učni oreh sem jaz sama. Okay. Moj najtrši učni oreh je razumevanje določenih tem, ki mi niso toliko blizu, pa jih vseeno moraš tekom delovnega procesa seveda obvladati. Ja. Moj najtrši učni oreh je naučiti se tist, kar me ne zanima. Moj najtrši učni oreh pa je, kako biti potrpežljiv pa razumevajoč do neumnosti in neumnih ljudi okrog mene. Idealno. Pošteno, iskreno. Dobro. Še naslednji izziv imamo in sicer, mogoče še zadnji, spodbujati kulturo učenja pomeni, kar ponovite prvi del stavka. Spodbujati kulturo učenja pomeni delati sebi, se sam zanimati za stvari, sam učiti in tudi želeti si, da bi tudi tvoji nadrejeni to videli. Spreminjati kulturo življenja pomeni... Učenja. Spodbujati kulturo učenja. Tako, kulturo učenja pomeni začeti spremembe pri sebi in potem v bistvu timsko delati naprej, se pravi sodelovati in timsko delati naprej in to prenašati na celo organizacijo in na družbo. Hvala. Spodbujati kulturo učenja pomeni dejansko boljše, kvalitetnejše življenje za vse naprej. Spodbujati kulturo učenja pomeni, da je to čas, ki ni izgubljen, ampak je čas, ki je investiran v vse nas. Hvala. S tem bi jaz tudi zaključila, ker smo ravno on time in je tudi čas že za kosilo. Tako da zaploskamo naši sogovornika in bi lahko vedno za vaše ekstremne odgovore in tudi za vašo vizijo naprej. Jaz upam, da se vidimo v četrtem krogu.